Long time no see in končno v živo, ne vem, daj, po moje saj že nisem bila v živo, ne vem, nisem gledala koliko časa, ampak ja, absolutno, že zelo dolgo. Kaj bomo danes delali? Danes bomo govorili o, a veš, imam skin test, brezplačen skin test, kamor ti oddaš svoje odgovore in potem ti jaz brezplačno odgovorim na vprašanja. In velikokrat se pojavljajo ena in ista vprašanja oziroma problematike na koži in zato je čas, da danes gremo čez en skin test. Drugače pa skin test najdete povezavo na mojemu biotu, tako da tam klikam pa oddeja, pa boš dobila odgovor. Danes je primer. Stranka je stara med 35 pa 34 let. Zjutraj uporablja samo vodo, zvečer uporablja samo čistilo. Koža je suha na nekaterih področjih, na ostalih področjih je mastna, aknasta. In pa motijo, kaj jo največ moti? Motijo jo pigmentacije in pa to, da se ji pojavljajo akne. Tako da jaz sem absolutno vedno za personaliziran pregled, to se pravi dermodiagnostiko, kjer vidimo dejansko stanje kože in potem personaliziran načrt tvoje kozmetike doma. In sem tako v vednost, vsaj 90% žensk ima napačne izdelke doma, ki niso prilagojeni glede na letni čas in pa niso prilagojeni glede na kožo, ki jo imamo. To se pravi problematike kože. Torej imamo zjutraj samo voda, zvečer čistilo. Gremo zdaj najprej na pravilno rutino. Aj še kdo tak, ki uporablja samo zjutraj vodo in to je to, zvečer pa samo čistilo. Dajte dvigniti roke tisti, ki uporabljate samo to. Super je, da je zjutraj samo voda. Ne uporabljati čistila, zato ker vam lahko dodatno izsuši povrhnjico. Kaj pa ni super? A kdo ve? Ni pa super to, da se ne uporablja UV zaščite. Prva stvar, ki jo kupite za nego doma, je UV zaščita in pa čistilo. UV zaščita, zakaj je pomembna? To res stokrat poudarjamo, ampak še vedno je 43% žensk, ki ne uporablja UV zaščite. Moja lastna statistika narejena na vzorcu približno 50 žensk. In ja, seveda potrebujemo UV zaščito. UV zaščita je pomembna. Bomo šli najprej na osnove. UVA, UVB sevanje. UVA pomeni aging, UVB pomeni burning. Burning poznate zato, ker to je tisto sevanje, ki vam kožo opeče. In ponavadi je to poleti, ko vam kožo opeče in to ste seznanjeni in poleti, ja, seveda, da uporabljamo UV zaščito, to mi pa vsak reče, ampak vsak dan moramo uporabljati UV zaščito. Zakaj? Ker je UVA aging, UVA žarki, aging, da si bolj zapomniš, je prisotno ves čas, to se pravi na našem geografskem področju, je prisotno tam, to se pravi konstantno in poleg tega, da je konstantno sevanje, je tudi problem to, da prehaja skozi šipe. Ne vem, kako se reče to drugače po slovensko. Vsi se vas spomnim. Okna. In zato je potrebno se zaščititi vsak dan, 365 dni v letu. Zakaj? Ker UVA žarki prehajajo takole globje, sploh če imaš ti poškodovano epidermalno bariero. In kaj zdaj tukaj pomembno? Pomembno je, da si ti izbereš pravilno UV zaščito. Ločimo zopet, imaš dnevno kremo
pa imaš sončno kremo. Sončno kremo poznamo vsi, sončna krema je tista, ki ima SPF zaščito in ja, ta je dovolj. Ta je dovolj. Okay. Lahko imaš eno sončno kremo, ki jo uporabljaš in je to. Okay. Jaz pa sicer priporočam, da uporabljaš dnevno kremo za zaščito. Zakaj? Dnevne kreme ima poleg SPF zaščite, to se pravi poleg UVA blokatorjev pa UVB blokatorjev. Zdaj, če so dobre, je širokospektralna zaščita, kar pomeni proti modri svetlobi, proti, ne vem, če veste, ampak v bistvu nesnažen zrak nam povzroča pigmentacije in isto to odpravljajo potem nekatere dobre dnevne kreme za zaščito, tako da jaz priporočam absolutno, da se izberete dnevno kremo, pač če pa ne gre, pa je bolj sončna kot nobena, ok? Dnevna krema, poleg tega, da ščiti, pa sploh če je širokospektralna, bo proti IR-ju, proti infrardeči svetlobi, modri svetlobi in tako naprej, seveda UVA, UVB, ne? Ščitla, torej ima prva funkcija dnevne kreme je, da ščiti, druga funkcija pa je, da že hkrati tudi odpravlja posledice, ki so nastale zaradi UV sevanja. Naša koža se dejansko stara prezgodaj. Prihaja do prezgodnega staranja, zato ker ne da se preveč izpostavljamo UV žarkom, ampak se pač ne ščitimo. Ne? In to ne pomeni, da se ti sončiš, ampak pri vsakdanjih opravilih ali pa če imaš pisarno pri oknu, je potrebna zaščita. Torej, to je prvo, kar uvedeš. Zjutraj super čisto samo z vodo, ampak potem je nujno uvesti UV zaščito. Ali je to kot dnevna krema, širokospektralna, jaz upam blagovni znamka, kot je Dr. Vos in pa Icon, ker so res super, ker zraven odpravljajo še druge nevšečnosti, pridružena stanja, ki jih imamo na koži, lahko je pa navadna sončna krema. Ok, pol imamo pa zvečer, pa stranka uporablja samo čistilo. Odlično, da seveda uporablja zvečer čistilo, da ne uporabljaš samo vode, ker samo z vodo si ne moreš dovolj temeljito očistiti kože in ja, je pomembno, da imaš čistilo, ampak preveri sestavine čistila. Recimo pri meni, ko priješ k meni na dermadiagnostiko, jaz ti tudi preverim sestavine vaših čistil, vseh pač kozmetičnih sredstev, ki jih uporabljate, izdelkov, zato da vidimo, potem ko naredimo dermadiagnostiko, ko vidimo, kakšno je stanje vaše kože, vi pogledaš, seveda, če tista kozmetika, ki jo uporabljaš doma, sploh ustreza tvoji koži. Tako da jaz to tam pogledam, recimo, če pa dela samo ta skin test, ki je brezplačen preko spleta, takrat jaz ne vem, točno kakšna kozmetika uporabljaš, ti pa dam neke smernice. Torej, čistilo pazi, da nima agresivnih sestavin, da nima penilcev, alkohola, dišav, ker vse to draži kožo. Ja, lahko pa, če imaš lepo, zdravo, čvrsto kožo, nimaš nobenih problemov, imaš lahko tudi ta čistilc, zato je sredno pravim personalizirana nega je ključ do uspeha, ker nobena nima iste kože. Naredila sem, ne vem, približno 200 različnih analiz kože v zadnjem letu, ja, nobena ni imela istih parametrov, istih izdelkov in tako naprej. Tako da, pač res sem polagam na srce, pridite na dermadiagnostiko, analizo kože, zato da vidiš sploh, kakšno kožo imaš, kakšne težave imaš s kožo, ker prej, ko prideš, prej lahko začnemo sanirati stvari. Ok, torej, zjutraj, ker uporablja stranka samo vodo, bomo uvedle SPF zaščito, zvečer pa uporablja čistilo, odlično, pogledajte, kakšne sestavine ima, da ni preveč agresivno in to je to, pač to je osnova, Lahko se potem uporabljajo razno serumi, tako da tudi na koncu, glede na to, da ima stranka težave s suho kožo, z aknami, pigmentacijami in da je to tudi najbolj moti, bom na koncu tudi povedala, oziroma bom kar naredila objavo v storiju, katere izdelke bi jaz priporočila, ker si stranka želi, da bi bila ta rutina, ki bi jo jaz priporočila pod 100 evri. Tako da tudi to si lahko zbereš in jaz na podlagi tvojega kozmetičnega budžeta zberem optimalne
izdelke za tvojo problematiko kože. Tako da to je to. Torej, ker koža je suha in pa masna na določenih področjih. Roko na srce, ja, 99% imamo vsi mešano kožo. Tako da tle ni nobene, ne vem, tople vode za odkrivati, ne? Tako da načeloma imamo vsi mešano kožo. Pol pa so zraven pridružena stanja in tukaj imamo pridruženo stanje, kot je pigmentacija. In imamo malo težav, ne, ker je pigmentacija, ampak a veste, zakaj je prišlo do pigmentacije? Kera ve, zakaj je stranka, ki zjutraj uporablja samo vodo, zvečer pa uporablja samo čistilo, nobenega seruma, nič. Zakaj ima že vidne pigmentacije, pa je stara okvirno od 25 do 34 let. Pigmentacije ponavadi so vidne po 40. letu, po 50. letu, razen če pač prideš na dermodiagnostiko, pa jih vidimo že prej, ker imamo kamero z 250-kratno povečavo, ampak če pa to zgodi, je pa to že kar malo tako problematično, ne? Ker, veš, hitrejš, ko so vidne pigmentacije, ne gre zdaj samo za estetski vidik, s časoma, z leti seveda, pride lahko tudi do kožnega raka, ne? Tako da je super, da prej prideš, da prej vidiš in da že prej uvedeš rutino, da bo varna za tvojo kožo. In zdaj, ko ima stranka pigmentacije, kaj bi jaz priporočila? Zakaj je prišlo najprej do hiperpigmentacije? Zato, ker stranka zjutraj ne uporablja UV zaščite. UV zaščita preprečuje ravno to, da UVA žarki ne grejo pregloboko v kožo in tukaj imamo, takole je bazalna membrana, melanocitno celico, ki daje ven melanin, pigmentacijo in pigmente, zato tudi koža porjavi, poleti, ko se preveč izpostavljamo in rjava koža, ne pomeni bolj zdrava koža, ampak to je samo obrambni mehanizem naše kože. In zato je pomembno, da zdaj, ko jo že imamo, recimo stranka že vidi, pa je stara do 34, od 25 do 34, že vidi pigmentacije, kaj pomeni? Ja, te pigmentacije same od sebe zdaj žal ne bodo izginile, jih bomo morali sanirati, ampak lahko pa preprečimo na novo nastajanje novih pigmentacij. In to naredimo z UV zaščito. In zdaj super bi bilo, če bi prišla tudi na dermodiagnostiko, ker mi izmerimo transepidermalno izgubo vlage, ali je naša epidermalna bariera celostna. Ker bolj, ko je porušena, bolj globoko grejo UVA žarki. In s tem nam tudi razgrajuje kolagen in tako naprej. To se pravi, se še prezgodaj staramo, eritem se lahko poveča, iritacija kože, rdečica, žilice in tako naprej. Tako da, zdaj, prvi korak je seveda pravilna nega doma, UV zaščita, ker brez veze se hodi potem na kislinske pilinge, ker kislinski pilingi so tisti, ki rešujejo potem, ki odstranjujejo pigmentacije, in brez SPF zaščite je škoda denarja in časa za to, da ti hodiš v salon, ker nič ne bo boljš. V bistvu boš sam še slab, zato ker se v bistvu kislinski pilingi porušijo kožno bariero in bo s tem samo še bolj dražila melanocitno celico in samo še bolj bodo nastajale pigmentacije. Torej, pigmentacije, zdaj vemo. Prvo je preventiva, UV zaščita, potem pa zdaj, kar je že nastalo, rešujemo s kislinskimi pilingi. Potem pa ima stranka težave z aknami in pa masno kožo in na nekaterih področjih tudi suho. To je zelo pomembno, da je napisala, da ima suho kožo, ker suha koža dodatno, ker ona zdaj, glede na njeno starost, ne gre tukaj za akne, ki so posledica najstništva, ampak to že mi imenujemo v bistvu starostne akne, kar je na 20 let. In to nastane zaradi tega, imamo več razlogov, ampak v tem primeru je zato, ker ima suho kožo in suha koža je zaprla izvodila pilosebecialne enote, tole, in potem se naredi čep in seveda spodaj vnetje. Tudi pigmentacije lahko nastanejo, zaradi tega sploh, če si stiskate mozolje. Če si tole stiskaš, nikoli ne boš mogla vsega tega očistiti, ker tukaj le imamo sebum, loj,
in to ne boš ti stiskanjem izčistila ven, a ne. Zato se tudi uporabljajo potem kislinski pilingi, ki grejo dovolj globoko v pilosebecialno enoto, v dlačni folikel, a ne, in to ščistijo tudi v različni pilingi, a ne. Zdaj moram tle vse tukaj na hitro povedati, da različni pilingi delujejo različno in seveda v kozmetičnih salonih imamo ponavadi koktejle različnih kislinskih pilingov, ki rešujejo naenkrat več stvari. In tukaj imamo, ker imamo suho kožo, imamo težavo s tem, da se je zaprla pilosebecialna enota, posledično spodaj nastalo vnetje in tako nastajajo akne. To tudi nastaja takrat, kadar si vi zjutraj čistite še s čistilom ali pa če tudi uporabljate čistilne naprave. Če tvoja koža temu ni primerna, potem jaz to odsvetujem. Tako da v našem primeru, ko ima stanka pigmentacije, ki so nastale lahko tudi zaradi tega, ker si je stiskala mogoče mozolje in posledično je seveda tukaj okrog prišlo do vnetja, ker vedno poškodujemo s stiskanjem kožo, to se pravi epidermis in pa še spodaj nadaljne plasti. Vedno rečem, predstavljajte si, da je to kot torta, ne, 7-plastna torta in ti, če hočeš, če boš ti to stiskala, kaj se bo spaštala, ne, in to isto s kožo, ne. Tako da ti nikoli ne boš mogla vsega iztiskati, tukaj le ven, a ne, tlele vse, kar je to globoko in posledično boš bo tukaj nastalo vnetje, ker boš imela s tem porušeno kožno epidermalno bariero, bodo UV žarki, sploh če še uporabljaš UV zaščite, prišli še globje in s tem bo še dodatno prišlo do pigmentacije, ne. Tako da, moj nasvet je, prva stvar bo pravilno čiščenje, poglej si, stranka si bo pogledala, kakšno čistilno sredstvo ima in potem bi jaz priporočila, glede na to, da želi, da je pod 100 evri, budžet ima do 100 evrov, sem ji sestavila rutino, da uporablja zvečer mikropiling od Relastila, Acne Stil, od Farmageje, na Farmageji najdete te izdelke, lahko se uporabi koda Nilandija 10, da dobite dodatni popust. Potem sem ji priporočila, seveda prva stvar, ne, je UV zaščita in sicer za njo Ultra Protector Fluida in pa potem zaradi pigmentacij, da lahko to tudi doma rešuje, ne, da ne samo potem v salonu, ker če delamo vsi, ne, če delaš ti doma in če delamo v salonu pravilno nego, potem je hitrejši učinek, pa zagotovljen učinek. Declare koncentrirane kapljice. Tako da to je ta rutina, ki bi jo jaz ne priporočila, bom potem tudi zlinkala stvari, da boste videla, ne, kaj sem ji priporočila, a to ne pomeni, da ta rutina tebi ustreza, okej? To je za to stranko, ki je stara do 34 let, ki zjutraj uporablja samo vodo in zvečer samo čistilo, težave ima suho kožo, masno, akne, pigmentacije. Ok? In pa želi, da je neka njena kozmetična rutina do 100 evrov. In pa v salonu ji jaz priporočam kislinski piling. Absolutno kislinski pilingi delujejo. Ni da tle, a veš, kao, joj, ne vem, če bo delovala, ali meni, ja, meni, ne. Jaz sem človek, ki želim delati stvari, kjer sem 100%, da bodo učinki. In to so kislinski pilingi, pa mikroneedling, to so dve stvari, ki absolutno delujejo. Pač v to ni dvoma. In v tem primeru, glede na to, da ima suho kožo, akne in pa pigmentacije, kot sem že prej rekla, ne, v salonih ponavadi uporabljamo koktejle kislinskih pilingov, ne uporabljamo samo en kislinski piling, ker ni mogoče, ker pa bi mogla prijeti, ne vem, 10-krat. Na kislinske pilinge se ponavadi pride od 4 do 5-krat. In v tem primeru bi jaz uporabila od Scandorja Advanced Lightening Peel, ki vsebuje glikonlo kislino 15%, malično kislino 10%, potem šikimik 8% in to je ful zanimiva kislina. Jaz sem šla malo raziskovati in je super, ker je proti aknam, proti pigmentacijam, gladi kožo, beli kožo in je tudi vlaži kožo. Kar je super, ne, ker naša stranka pač ima suho kožo, akne in pigmentacije in je top.
In ta koktejl je odličen. In potem ima ta kislina še, to se pravi, ta naš koktejl, ki ga bi jaz uporabila v salonu, hidrosifoni propionik, 2%, je pa za beljenje. Tako da, hkrati imamo notri kisline, ki delujejo antibakterijsko, boostamo kolagen, ker je tudi ponavadi to kar potrebno, kadar imaš ti pigmentacije, sumimo, da imaš tudi razgradnjo kolagena, to zmerimo potem z našim ultrazvokom in vidimo, kakšna je situacija in potem tudi vidimo čez 3 mesece dejansko pač rezultata, ne? Tako da, to je to. Evo, na hitro, ena rutinca, kaj bi jaz predlagala, kakšno nego doma, pa kakšno nego v salonu. Tako da, če boste imeli kakršnokoli vprašanje, mi ga lahko napišete seveda, drugače pa rešite skin test, imate link v bio in vam potem podam moj odgovor in moje priporočilo. Če boste kaj kupovali na Rila Stilu, tam lahko uporabite kodo Nilandija10, drugače pa vabljena na dermadiagnostiko. Čau!